Slišali boste naslove skladb, ki jih je Slovenija poslala na tekmovanje za pesem Evrovizije. Katera skladba ima v naslovu glagol v velelnem naklonu? Dobro poslušajte, je to skladba A. Je to morda skladba B? Naj bogovi slišijo, da mi je hudo. Je to skladba C? Zbudi se, dobri princ, rada vidi, rada vsem svoje sanje in radost, da ne bom iz pravljice. Ali skladba D? Dobro, prisluhnili smo jim. Odgovorite. Saj to mora biti prav, če ne je konec. Dobili smo dvakrat odgovor C, skladba C. Rumeni, za katero skladbo gre, če morda veste? Med besedilo je bo velelni naklon. Velelni naklon? Ja. Mislim, da je bilo Zbudi se, dobri princ. Menite, da gre za velelni naklon? Vijoličasti, vi ste tukaj le stavili vašega Brihtolina. Je C pravilni odgovor? Ja, pač edini je imel tudi v pesmi je imel edini velelni naklon, pa se nam zdi, da bi bilo to tudi v naslovu. Kaj pa recimo tale prva skladba, kjer reci mi stop? Kaj pa to? Pa se mi zdi, da ne bi bilo to za naslov. Da ne bi bilo to. Dobro. Ja, dobro, preverimo. Naslovi skladb, ki jih je Slovenija poslala na tekmovanje za pesem Evrovizije, so večinoma brez glagolov. Naprimer Veronika, pa skladba Voda. Ta je dobra. Cvet z juga, Alenke Gotar. In pa skladba Tih deževen dan, ki je bila sploh prva skladba, ki smo jo poslali na Evrovizijo. Ja, nekaj pa jih ima tudi glagole. In tem lahko poleg osebe, števila časa, vida in načina določimo tudi glagolski naklon. Poznamo 3 naklone. Povedni, pogojni in velelni. Slovenski evrovizijski skladbi, ki imata v naslovu povedni naklon, sta naprimer Naj bogovi slišijo in Vrag naj vzame. Evrovizijske skladbe z naslovom s pogojnim naklonom, ki izraža, da se nekaj lahko uresniči pod določenim pogojem, še nismo imeli. Primer pa bi bil, lahko bi izletela Vlada Kreslina. Z velelnim naklonom pa ukazujemo, pozivamo ali prepovedujemo, dajemo navodila, izrazimo zahtevo. Primeri v naslovih evrovizijskih skladb pa so Prisluhni mi, Carpe diem oziroma Izkoristi dan skupine Joker Out ter skladba Tanje Ribič Zbudi me. Še tole, stop je sicer navodilo oziroma ukaz, vendar gre za velelni medmet, ne za glagol v velelnem naklonu. Tako bi bilo, če bi bil naslov skladbe Stoj. Ja, in kaj zdaj to pomeni? Obe ekipi sta odgovorili pravilno, rumeni pa dobijo 5 točk, vijoličasti pa 10.